priznanje za sodelovanje v projektu Kuhna pa to, sodelovala je pri šolskih pogostitvah, priznanje za aktivno sodelovanje v oddelčnih skupnosti, kot predsednica oddelka in predsednica skupnosti učencev šole ter otroškega parlamenta. Pridobila je tudi zaključno spričevalo osnovne šole. Žiga Sajer je osvojil zaključno spričevalo osnovne šole. Ema Smolič je osvojila bronasto priznanje iz fizike, bronasto Vegovo priznanje, bronasto priznanje iz logike, je zelo dejavna športnica, ki je šola zastopala na tekmovanjih v atletiki in nogometu, pridobila je tudi zaključno spričevalo osnovne šole. Lan Šiško Peperko je osvojil priznanje za sodelovanje na tekmovanju za nemško bralno značko, bronasto priznanje iz fizike in zaključno spričevalo osnovne šole. Katja Štamcar je osvojila bronasto priznanje na tekmovanju znanja nemškega jezika, srebrno priznanje za osvojeno nemško bralno značko, srebrno priznanje turizmu pomaga lastna glava, zlato priznanje za najboljšo turistično nalogo, zlato priznanje za najboljšo kulturno predstavitev na stojnici na zaključni turistični tržnici ter aktivno delo na terenu pri zbiranju gradiva v Lojzetu Slaku. Je zlata bralka, dobi tudi zaključno spričevalo osnovne šole. Luka Udovč je zelo dejaven športnik, ki je šolo zastopal na tekmovanjih v atletiki, košarki in nogometu in osvojil zaključno spričevalo osnovne šole. Julija Vrhovec je aktivna športnica, ki je šola zastopala na tekmovanjih v atletiki in nogometu, osvojila je 3. mesto na področnem ekipnem prvenstvu v teku na 1000 metrov, 4. mesto na področnem prvenstvu v nogometu za starejše deklice, je kapetanka ekipe, pridobila je tudi zaključno spričevalo osnovne šole. In Žiga Žagar je osvojil zaključno spričevalo osnovne šole. Sva bila dolga, še enkrat strani naju srečno vsem na vaši novi poti.
pred vami pristojimo, da se od vas lahko še zadnjič poslovimo. In da se zberem, preden se ločijo naše poti in obidemo vse trenutke, vse spomine, čeprav boli. Danes bomo čas le za trenutek zavrteli nazaj in našo zgodbo prevrteli na sam kraj, kjer so se srečale naše poti. Ki so danes postale rosne. In prvič srečale naše poti, ki so nas naredile ponosne. In naši uspehi, cilje in sanje, čisto vsi smo skupaj verjeli vanje. Lahko da je to zadnjič, ko vam sežemo v roko, ter vas zadnjič pogledamo v oči. Mogoče pa je le začetek naše zgodbe, v kateri igrate tudi vi. Hvala za vse, kar za nas ste storili in za vse žulje, ki ob tem ste dobili. Za ves trud, za vse, kar nas danes krepi, saj vi ste nas vodili po poti dobrih ljudi. Mogoče vam tega nismo najbolje pokazali, a ne moremo vam povedati, koliko ste nam prav zares vi dali. Ne moremo zbrati toliko lepih besed, ki bi opisali, kako hvaležni smo vam za teh 9 let. Vi ste zmeraj v naši strani stali, vsakeč, ko smo padli, ste nas pobrali. A danes še zadnjič pred vami stojimo, odhajamo, a se kljub vsemu bojimo. Kaj prihodnost za nas pripravlja in kakšne poti nam sproti sestavlja? Ne glede na to, kako se sliši zapleteno, smo čisto vsi prepričani v eno. Da vsak od nas je tu pustil košček srca, a vse lepo se enkrat konča. Za konec nam je le beseda ena ostala, da vam iz srca rečemo hvala. In največja zahvala pa gre našim razrednikoma. Če smo se nekaj skozi vsa ta leta res dobro naučili, je to, da v življenju slej ko prej pride čas, ko ne moreš storiti drugega, kot nadaljevati svoj pot. Čas, da slediš svojim sanjam in čas, da razviješ jedro svojih prepričanj. Pravijo, da je vsem dobrim stvarem namenjeno, da trajajo večno. Saj veste, kar prijateljstvo združi, daljava ne loči. Po zadnji pesmi pa vas ljudno vabimo, da se nam pridružite v jedilnici.